pravni terminološki slovar, prav tako publikacija, ki je nastajala vrsto let, ki več bo v njej povedala ena od glavnih urednic knjige, doktorica Mateja Jemec-Tomasi. Prosim. Lepo pozdravljeni. Pravni terminološki slovar je res nastajal in je rezultat večletnega truda skupine sodelavcev, ki jo je sestavljalo kar 36 strokovnjakov z različnih slovenskih pravnih ustanov, zlasti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, pa Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Naslovnica, ki jo je všečno, vsaj po našem mnenju, oblikoval Dušan Grobovšek, prikazuje motiv na portalu vhoda v stavbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in gre za motiv, ki ga pravzaprav prepozna vsak slovenski pravnik. In tudi pravni terminološki slovar, ki prikazuje pojmovni svet slovenskega prava v nekaj več kot 10 000 slovarskih sestavkih, je namenjen pravnim strokovnjakom vseh pravnih poklicev in vsem, ki pri svojem delu tako ali drugače uporabljamo pravne termine, pa ne gre za izvajanje najrazličnejših odločb, na primer rezultatov razpisov, pa iskanje pravice na sodiščih ali pa zgolj za preverjanje pravnega mnenja. Pravo je del našega življenja in nihče od nas se mu ne more zares izogniti. Zato je prav, da imamo zanesljiv priročnik, ki nam vsaj poskuša in olajša razumevanje. Delo pri slovarju je potekalo v več fazah. Najprej smo zbrali relevantno literaturo, oblikovali geslovnik na podlagi koncepta, torej načrta, določili obseg slovarja in potem se je začela faza oblikovanja slovarskih sestavkov. Pravo seveda ni enovito področje, zato smo gradivo razdelili na civilno, kazensko, upravno, ustavno, mednarodno pravo, pozornost smo namenili tudi pravni teoriji, pravu EU, znotraj prej omenjenih večjih področij pa termine definirali v okviru podpodročij, na primer v okviru stvarnega prava, civilnega procesnega prava, kazenskega materialnega prava in še mnogih drugih, če naštejem le nekaj od njih. Največjo past je pravzaprav predstavljal občutek, da gre za pojme, ki jih vsi razmeroma dobro poznamo. Zato z vsebino sploh ne bi smelo biti težav. Zlasti splošni jezik, od koder vsaj del terminologije prihaja in ki se potem v jeziku stroke specializira oziroma zoži v svoji predstavi, pa je vedno znova pred vse avtorje postavljal poseben in svojevrsten izziv. Prepoznati je bilo namreč treba, ali gre za poseben pravni termin in v stroki označuje nekaj posebnega ali ne. Nenazadnje predpisi urejajo tudi pašnike, pa makadamske ceste, zaščitno obleko gasilcev in še bi lahko naštevali. Torej, kot se rado zgodi, se je tudi pri nastajanju pravnega terminološkega slovarja potrdilo, da je natančnost pri oblikovanju zanesljivega pojmovnega sistema še kako pomembna. Pokazalo se je tudi to, da nismo vsi strokovnjaki za vse in da torej tudi področni strokovnjaki, pravniki ne poznajo vseh podrobnosti nekega drugega podpodročja, s katerim se ne ukvarjajo vsak dan. Intenzivno sodelovanje pa je tudi pravnikom omogočilo, da so na področje svojega poklica pogledali še na drugačen, morda bolj shematičen način. Množica novih predpisov, sprejemanje novih zakonov nam dela seveda ni olajšala. Kljub temu smo se trudili, da smo vključili vse relevantne spremembe zakonodaje in uvajanje novih pojmov do leta 2017. Naše delo je natančno preverilo kar 20 recenzentov najrazličnejših področij, ki so povečali zanesljivost definicij v slovarju. Vsekakor se zavedamo, da še tako obsežno in natančno delo je vedno lahko še boljše, zato smo odprti za vse popravke in predloge, ki jih sprejemamo na elektronskem naslovu pravo@zrc-sazu.si. Rada pa bi se zahvalila vsem, ki ste pripomogli, da je slovar nastal, se potrudili, da je čim bolj zanesljiv in vsem, ki ga pomagate približati tistim, ki jim je namenjen. Hvala.